Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot vsak teden pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno bo tudi današnji prispevek razdeljen na 4 dobro znane dele. In seveda, vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v samem opisu. In kot je dobro znano, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih, ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj osebni komentar. Tako, in tokrat smo na hitro ponovili pravila malce drugačnega formata, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. A v našem prvem sklopu se bomo ustavili ob članku, ki je bil objavljen 16. septembra na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. Prebrali smo lahko, da je spodletel poizkus spremembe pravilnika za sezono 2026 in seveda nekateri so si želeli malce bolj poenostavljene bolide, vsaj kar se tiče prednjega in zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. In tu velja pripomniti, da pravzaprav 3 mesece pred homologacijo se nikoli ne dovoli tako radikalnih sprememb. A treba je dodati nekaj, da v Formuli 1 velja načelo, da se s spremembami morajo strinjati vsi oziroma vsaj večina. In praktično lahko si zamislimo, da so nekateri s svojim razvojem v bistvenem zaostanku, zato zahtevajo spremembe, drugi, ki so svoje delo opravili malce bolje, bolj marljivo, pa sprememb ne dopustijo. Ampak razumeti moramo, da izhodišče je bilo enako za vse, zato je tudi prav, da pravil niso spreminjali tik pred zdajci, samo zato, da bi onim, ki so po njihovem mnenju slabši, dobili neko pomoč. Formula 1 mora biti šport, ki nagrajuje najboljše in ne šport, ki daje potuho onim, ki enostavno niso sposobni. A kot običajno, moje mnenje, moj pogled na tematiko, ki se mi zdi zanimiva. Poglejmo si skupaj, kaj sem pripravil v drugem današnjem sklopu. Kot smo lahko prebrali v mnogih virih, sam navajam članek iz spletnega portala Planet F1, ki je bil objavljen 16. septembra, imamo nov razpored, kar se tiče sprintov za sezono 2026. Ostaja jih 6, tako kot letos. Čeprav so zmeraj bolj verjetne govorice, da v sezoni 2027 jih bo kar 10. Ampak vidimo lahko, da se je marsikaj spremenilo, čeprav imamo tudi tokrat 2 stalnici. Namreč sprint bo na veliki nagradi Kitajske in veliki nagradi Miami. Kot nova prizorišča bomo v naslednji sezoni videli sprint na veliki nagradi Velike Britanije, Kanade, Singapurja in ne smemo pozabiti na veliko nagrado Nizozemske, ker bodo tako, recimo temu v stilu, zaključili to svoje obdobje v svetovnem prvenstvu Formule 1. Znano je, da sam nisem podpornik sprinta kot
formata v dirkaškem vikendu Formule 1. Ampak, kot ste razumeli že iz slike, gre za moje mnenje. A treba je poudariti, da so tokrat malce bolje razporedili sprinte skozi celotno sezono, tako da so nekako enakomerni od začetka do konca. Treba je poudariti, da še ni dokončen niti format, ki si je do tedaj spremenil prav vsako leto. In to je še zmeraj meni malce čudno, da tako uspešna, navdihujoča ideja rabi popravke in to vsako leto. Sicer nihče ni popoln, vsi se moramo razvijati, ampak vsaj 2 leti, da bi gledali iste sprinte, menim, da ne bi bilo preveč slabo. A kljub vsemu je treba dodati, da ideja, ki na eni strani požema kar veliko navdušenja, na drugi strani pa obilico zgražanja, vztraja. In v nadaljevanju, kot sem že povedal, jih bomo lahko videli še več. Na srečo ali pa tudi ne. Poglejmo si, seveda, kaj sem pripravil v tretjem današnjem sklopu. V današnjem tretjem sklopu se bomo pa dotaknili rahlo kočljive teme. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu Planet F1 17. septembra, je Nik Tombasi zaskrbljen nad potekom dirk z novo generacijo pogonskih sklopov. Namreč Tombasi se zaveda dejstva, da bodo lahko vozniki prisiljeni spremeniti svoj stil vožnje. In seveda prevedeno govorimo o tem, da bodo lahko na ravninah primorani spustiti stopalko za plin, zato da bodo enostavno napolnili baterije. Sicer obstajajo predlogi, obstajajo mehanizmi, kako bi lahko to preprečili z zmanjšano porabo električno-hibridnega dela na določenih progah ali pa z zmanjšano količino energije, ki jo lahko bolid uskladišči v enem samem krogu. A zadeva je seveda takšna, da smo lahko mi, navdušenci, resno zaskrbljeni. Težava ni v tem, to nam je bilo jasno. Ampak sam sem si vzel nekaj minut časa in sem pogledal, o čem sem govoril v preteklosti. In naletel sem na prispevek z naslovom vprašanjem o novih pogonskih sklopih. Objavljen je bil 17. decembra leta 2021. In seveda lahko bi dejali, da je prispevek ugledal luč sveta takoj po tistem, ko smo dobili prve uradne dokumente o novi generaciji pogonskih sklopov. Ampak o tem sem še govoril in rad bi vas spomnil na prispevek pas pogonskih sklopov 2026. Objavljen je bil zopet decembra, tokrat 12. ampak leta 2023. Torej, malce čudno, da Nik Tombasi govori o tem septembra 2025. Če sem sam ugotovil podobne zadeve doma iz kavča, brez da bi bil inženir, že pred več let. In sedaj lahko vidimo, kako razni poizkusi, da bi pogonske sklope nove generacije na hitro ukinili in seveda dali v uporabo V8, V10 ali ne vem kaj, so samo farsa. Dvomim, da inženirjem, ki so zaposleni v FIA, ni bilo že na samem začetku jasno, zakaj gre. Če je bilo jasno meni, je bilo njim jasno, že ko so pravila pisali. Ampak upali so, da jih bo nekdo rešil. Sedaj, ko je že prepozno, je treba pokazati,
da pač nekaj delajo, da niso oni krivi in da je odgovornost na tistih, ki so bili na njihovih mestih, seveda malce prej. Ampak, če so vedeli, v kaj se spuščajo, bi lahko tudi pravočasno ukrepali. Čez 3 mesece bo treba homologirati enote in biti zaskrbljeni sedaj je, hočeš nočeš, malce prepozno. Bolje bi bilo biti lepo tiho. A moje videnje, moje mnenje, da ne bo pomoč. Poglejmo si še, kaj sem pripravil za zadnji današnji sklop. Za konec, pa kot običajno, tista malce bolj obstranska tema. Kot smo lahko brali na italijanski verziji spletnega portala motosport.com 17. septembra, so pri Ferrariju baje izjemno optimistični po simulacijah dirke za veliko nagrado Azerbajdžana. Treba je poudariti, da v zadnjih 4 izvedbah so bili tu na kvalifikacijah najboljši. In seveda porajajo se vprašanje, zakaj ne bi bili tako dobri tudi leti. Imamo seveda drugačne mešanice pneumatik. Zopet bomo videli C6 in vremenska napoved ni najboljša. Ukolikor bi videli padec temperatur, bi znalo to negativno vplivati tudi na formo Ferrari. Ampak, kot običajno, treba je dodati, da je bil članek objavljen izključno v italijanskem jeziku in da meri na tisto italijansko publiko, ki je v večini primerov navdušena podpornica scuderie Ferrari. Vzbuja se upe. Namreč jasno nam je, da letošnji SF Pomišljaj 25 ni na nivoju predhodnikov, ki so bili v Azerbajdžanu tako hitri, tako dobri. Znana nam je zgodba, da Ferrari zahteva izjemno nizke nastavitve, kar se tiče višine dna nad samo asfaltno površino. Na tisti, imenujemo jo neskončno dolgi ravnini, ki je značilnost proge v Bakuju, je seveda ta lastnost, lahko bi dejali, idealna. Kaj pa v onem tehničnem okrog obzidja starodavne trdnjave, niti ne. Govorili smo v preteklosti, da je bila dirka za veliko nagrado Italije, kar se tiče nastavitev, kar se tiče lastnosti, zadnja bi lahko bila pisana na kožo scuderiji Ferrari. Tu v Azerbajdžanu bi bilo veliko presenečenje, kolikor bi se zadeve obrnile v tisto pravo smer. Da ne bo pomoč, sam bi Ferrariju privoščil enkraten rezultat in razumemo se zmago na tej dirki. Ampak, kolikor sem realist, bi bilo to malce veliko presenečenje glede na vse, kar nam je znano do tega trenutka. Zato takšni članki lahko delajo več škode kot koristi. Namreč vzbudijo upe za nedeljsko dirko in potem je publika razočarana. Bolje bi bilo, da ne bi obljubljali nič in na koncu zmagali. Ampak zopet moj pogled, ki marsikomu lahko tudi ne všeč. A za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.